Bila je jeza, ampak ne na to, da sem bil odslovljen, ampak na to, na kakšen način se dela. Boli me pa za cerkev, ampak najbolj me boli za mlade ljudi. In v resnici je to tudi razlog, zakaj se ti zdi pomembno to svojo zgodbo povedati. Janez Meden. Moja ideja je bila, da bi jaz študiral elektrotehniko, pa hkrati teologijo. Da bi pač bil duhovnik, ki ve oboje, zakaj pa ne. Ko sem šel v bogoslovje, sem pričakoval, da bom tam srečal podobno misleče ljudi. Ko sem videl, da so stvari čudne ali pa da se nekaj ne rešuje, sem vprašal, zakaj ne. Razmišljal svojo glavo, na koncu tega je pa bil sklep, da mi manjka pastoralne gorečnosti. Gotovo je, da pastoralne gorečnosti ti ne manjka, ne? Kje so danes te naši mladi? Začel bi s telefoni, z dostopom do interneta, ker družba nasploh. Hočemo otrokom dati dostop do informacij, ampak hkrati s tem daš vedno svetu dostop do svojega otroka. V resnici se mi zdi, da je med mladimi tudi veliko tega šovinizma, med puncami pa včasih tudi že kar zelo radikalnega feminizma. Ne? Zdaj, če damo primer moči, to lahko uporabiš za to, da ti pumpaš svoj ego, lahko pa to uporabiš za to, da peleš skupino ljudi, ki ti sledi v nekaj dobrega. To je moško hrepenenje, ja. Biti zaščitnik. Sam noben jim ne pove ali pa pokaže, kako to delati. To zbuditi pri njih, biti bojevnik za dobro. Pri puncah ti imaš dar, da si privlačna. In zdaj ti to svojo privlačnost uporabljaš za to, da sebe pumpaš, se oblečeš tako, da te bodo vsi gledali, ker točno veš, da je dober, lahko pa to svojo toplino uporabljaš za to, da vabiš ljudi. In kak je zakonski stan? Odličen, Mi smo zdaj eno šolsko študijsko leto delali na razvoju aplikacije Nine-App. Android je zdaj le zunaj, prihaja tudi Apple. Ne? Koga se ti zdi, da recimo lahko Nine-App v tej fazi nagovori? Za nekoga, ki hoče delati na odnosu, ki si želi dober odnos, da ti orodja. Ta aplikacija se mi zdi, da res dela to, kar obljublja. No? Oddaja Odnosi so zakon. Odnosi so zakon, ampak so nekaj, na kar se moramo majčkeno spomniti, pa spodbuditi, zato da je to nekaj, kar je res vredno graditi. Pri nas lahko pomagate čisto s tem, da se naročite na tale YouTube kanal ali pa da polajkate oddajo v kateremkoli socialnem omrežju, na Spotifyju, kjerkoli ste, in da podelite s kakšnim privatnim posvetilom, rečete, lej, prijatelj, prijateljica, tule je nekaj, kar je vredno poslušati. Hvala za vso to vašo podporo že vnaprej. Zdaj pa vas kar povabim, da gremo skupaj poslušanju oddaje Odnosi so zakon. Janez Meden, mladi teolog, ali skoraj teolog. Ja, teolog je vsak, ki se z Bogom ukvarja. Ok, dobro. Fajn. Dobrodošel. Oddaji Odnosi so zakon. Ja. Sodelavc pri najnem appu. Sem tudi jaz zelo vesel, da sva tam, da sodelujeva. Imaš pa res tako zanimivo in zgodbo, ki je vredna, da se jo pove. Tako da začniva mogoče malo rajš s tvojo tako osebno zgodbo. Mogoče kar tam s tistim kombijem, veš? A se spomniš, ko smo se prvič dobili? Ja, to je taka zanimiva zgodba. Jaz vedno, ko sem tako v nekem krogu, da se moramo predstaviti, sem jaz malo v stiski, tako kot verjetno vsak, ker ne veš, kje začeti, kaj povedati, koliko povedati, a boš preveč, a premalo. Ampak jaz sem takrat, to je bilo srečanje, ko smo se dobili z zdajšnjo ekipo Nine-App prvič, in si ti rekel, dajmo se malo predstaviti. Zdaj bomo pač sodelavci in jaz sem rekel, dobro, če bomo sodelavci, pa na nekem takem projektu, dajmo se spoznati. Zares, ja. Ja, in potem sem začel s svojim prvim spominom, tako moj najbolj zgoden spomin, ki je iz kombija, ko smo se selili iz Ljubljane v Lukovco. Ne spomnim se točno, kaj se je dogajalo, spomnim se sam teh stolov, ki smo jih takrat imeli, belega kombija in tega, kako smo se pripeljali na dvorišče v te nove hiše. Ja. Hudo. Koliko je bilo star takrat? Ja, po izračunih v bistvu 2-3 leta. Tako da res v bistvu ful zgoden spomin, tako za daleč nazaj. Ampak sej pol pa jih dolg časa ni prav velik. Vem, da v osnovni šoli ni pomagali to, da smo bili preseljeni, da pač ni bilo neke družbe, ki bi, ne vem, se že vklopili, ali pa da bi imeli neke sosede tudi tam blizu, s katerimi bi se spoznal, preden sem šel v šolo. Pa je pa še to, da sem bil malo bolj brihten. Tako ali tako? Oboje, ne? Oboje, mogoče, no, ne vem. Mislim, da si jezikal ali si... Niti ne, sam bilo mi je dolgčas. In politik pač delaš svoje stvari, med poukom, in pa so me učiteljce tako imeli malo dosti, čeprav so videli, da sem sposoben, ampak niso vedeli, kaj z mano početi. Sošolcem je šlo bo na živce, ki je bil nekdo, ki zna stvari ali neki. In pa sem tako, dostkrat sem malo zafrkal, zdaj sem pač malo bolj zrastel, ampak takrat sem bil vedno med manjšimi, tako bolj suhcen, mečken.
Tudi nisem bil glih socialno spreten, tudi če zdaj to ni neka moja krepost, po mojem. Okay. Ampak ja, pa sem pač bil vedno ko v filmih gledaš ki je skozi tako bolj v strani z velikimi očali, čeprav takrat še nisem imel očal. Čakaj, tam smo se mi pogovarjali, pa eden od nas ni bil tepen v osnovni šoli. Ja, to je bil Miha. To je bil Miha, ne? Jaz sem bil, ja. Ti si bil. Večkrat. Ja, in pa se je še to dogaja, da je naša psihologinja poklicala mene in te moje bulije v isto sobo in da se ne zdaj oni meni upravičijo. In to je bilo itak za mene neprijetno, oni so se tam pač smejali, ko se zdaj tle gremo in jaz ne bi tam njim razlagal, kako sem se počutil. Tako da to je bil en tak zelo zgrešen prijem, ki je pa po mojem pustil ne vem, eno tak občutek, da avtoriteta ni vedno nekdo, ki mu lahko zaupaš. In to zdaj govorim zato, ker se je to kasneje v mojem življenju izkazalo kot po mojem dobro. Dober občutek, ja. Po mojem dobro. Zdaj zame, ne vem, se mi zdi, da se je v redu išlo, ampak po mojem, če tako razmišljam, je to izhaja iz tega. No? Da dejansko šolski sistem, ali pa nasploh te avtoritete niso odigrali vlogi, ki bi jo mogle takrat. In sem tudi v srednjo šolo pol šel z nekim takim občutkom, da zdaj pa bom jaz temu naredil konc in zdaj bom jaz frajer, pač zdaj bom popularen in bodo ljudje me imeli radi. In to se je tudi zgodilo, zato ker sem pač bil razredni klovn. Srednja pa? Gimnazija, škofijska klasična gimnazija. Zakaj sem se vpisal tja, pravzaprav ne vem, po mojem zato, ker je bila tam moja sestra. In sem, ne vem, pa imel sem tudi nek občutek, da bi rad ostal v okolju, ki je blizu veri. Že takrat si imel tako. Ja. Jaz sem bil zelo tak mlad teolog, filozof. Sem v 3. razredu sprašal te svoje sošolce, če verjamejo v Boga. Jaz sem se takrat začel spraševati, je to res ali ni, ali mogoče obstaja kakšna druga opcija. In oni so takrat itak seveda rekli, ja, itak da obstaja. Mislim, kakšno je to vprašanje, a ne? Okay. In zdaj vsi ti sošolci, ki so bili takrat tako zelo prepričani, niso več ne blizu cerkvi, ne veri, jaz pa sem. Čakaj, ampak zanimiv, se pravi, Lukovca, to je bilo vendarle malo bolj ruralno okolje. Takrat še. So hodili k verouku večinoma. Pravzaprav vsi. Dobili smo, mislim, v 4. ali 5. razredu enega sošolca, ki se je priselil iz Kamnika in on ni hodil k verouku. Ostali pa smo vsi. Okay. Tako da v tem smislu je bilo to zelo tako okolje. Ja. Zanimivo, jaz se tudi podobno spomnim, no, da so hodili k verouku, samo v Bogu se pa nismo mogli kaj dosti pogovarjati. Ja, pa starši njihovi niso vsi hodili. Ne? Tako je bilo že to, da pač pošleš otroke, ti pa ne. In pa otroci so itak temu zgledu sledili. Tako da ja, no, sem imel nek ta občutek, da v veri je nekaj. Tudi zato, ker to dostikrat rečem, jaz sem imel zelo dobre starše v več ozirih. En od teh je bil ta, da ko sem sprašal stvari, je zelo redko ali pa nikoli, ko bi bilo pomembno, ni bil odgovor zato, ker sem jaz tako rekel. Okay. Ampak so vedno prišli neki pametni odgovori pa razlage. Ali o veri, o tem, zakaj treba v šolo hoditi, zakaj ne smeš tepsti ljudi. Karkoli sem vprašal, ali pa imel neko stisko, dilemo, je prišel en dober odgovor, ki sem ga lahko, ne vem, vsaj premleval. Poleg tega mi je pa oči tudi dajal za brati dobre knjige. In to je meni tako ne vem, nasvet za vzgojo, ki je meni zelo pomagal. A se spomniš kakih konkretnih knjig, ki so ti bile dobre? Yes, Winnetou. Ja, okay, Karl May. Winnetou pa Jules Verne, Skrivnostni otok. Se pravi, ne striktno verske knjige? Ne. Čist knjige, ki so zanimive, ki imajo tudi, recimo Karl May sploh, ta vidik moškosti, moči, ampak tega, da se postaviš na stran pravice. Čeprav mogoče to ni popularno, pa si zaradi tega ne vem, nespoštovan ali pa zgubiš nek ugled pri ljudeh, ki so kao neki veljajo, ampak ti se postaviš na stran tega, kar je prav. Ampak stari, jaz sem 10 koliko let starejši od tebe, pa sem bil že jaz eden redkih, da sem Karla Maja dihal takrat. Ja. Jaz sem bil edini. Jaz sem bil edini in vse te police v knjižnici so bile vedno polne. Nobena knjiga ni bila sposojena, razen tistega sem jaz sposodil. Okay. In zdaj me srce boli, ko vidim v knjižnicah, ko dajo te knjige za odpisane. Ja. Ampak
jaz sem to bral, predvsem zaradi tega, ker je mi oče rekel, da je on to bral. In jaz sem pač takrat imel to, to je dobro. In potem mi še razlagal, kako so se oni igrali, pa te kavbojce indijance. Jaz pač nisem imel te možnosti, ker moji sošolci niso tega brali, ampak mi je pa se prijela ena ta vrednote iz knjig. Tudi domišljija, razmišljanje, besedni zaklad, konc koncev, ki mi še zdaj pomaga, se mi zdi, da dostkrat lahko ubesedam stvari, ki jih sicer ne bi mogel verjeti, če ne bi to bral. No tako, in iz tega sem šel pol na gimnazijo, ja, in tam sem postal razredni klovn, malo mi je vseeno postal za ocene. Bil sem dosti brihten, da brez da bi se posebej trudil, sem bil prav dober. Kar je bilo zadost. Starši so mi sicer pol malo težili, pa lahko bi več dosegel. Starši in profesori so si ugotovili, da bi lahko več dosegel, če bi se malo potrudil. Jaz sem pa rekel, zakaj bi, če mi ni treba. Tako, ne vem, druge stvari so mi bile pomembne. In po eni strani mi je žal, da nisem več odnesel od te neke izobrazbe, ker sem šel, nedolgo nazaj sem šel na dan odprtih vrat na Škofijsko in sem poslušal par teh profesorjev in ugotovil, da v resnici zelo dobro predavajo. Sam pač jaz takrat tega nisem mogel odnesti. To si vsi želel, da bi šli nazaj na faks ali pa na srednjo. Tako. Ampak, ne vem, prijele so se mene stvari, to, kar mi je bilo zanimivo, sem odnesel. Pa malo sem dobil predvsem tudi te samozavesti socialne, da mogoče nisem spet toliko velik čudak. In ne vem, s tem sem šel pol naprej na faks za elektrotehniko. To zato, ker mi je bila vedno blizu fizika. Že v osnovni šoli sem na tekmovanjih enkrat bil celo prvi v Sloveniji. To je moj največji uspeh do zdaj. Ampak fizika mi je bila vedno blizu, matematika malo manj. In zato sem se pol odločil za nek bolj tehničen faks, elektrotehnika, ki mi je še zdaj tako, me zanima, recimo kot hobi, kot pač nek interes. Pa ko bi mogel na faksu res začeti študirati, ker to pa ni več gimnazija, prvi. To ni več gimnazija, je malo resen faks. In ko sem mogel začeti študirati, sem mogel razmisliti, a hočem vložiti toliko truda in časa v neko znanje tehnike, da bi tudi, imel sem to idejo, pomagati ljudem s tem znanjem, ali bi se rajši usmeril kam drugam, zato ker v tem času sem v domači župniji prevzel mladinsko skupino, ki je prej ni bilo, oziroma bila je dokaj smo imeli bogoslovce na praksi, pa jih pa nekaj časa ni bilo in jaz v bistvu nisem imel mladinske skupine, v katero bi hodil. In jaz sem v bistvu zgrešil, jaz nisem hodil nikoli na mladinsko skupino, da bi bil član. Me je pa župnik pol opazil, da me malo zanima teologija, pač tekom gimnazije me je začela zanimati teologija, filozofija tudi, da bi lahko jaz vodil to skupino. In pa smo v bistvu začeli, hkrati s tem tudi oratorij, ki ga nisem jaz vodil. Jaz sem imel samo vsebinski del mladinske skupine. In to se je izkazalo kot zelo dobro, ker jaz nisem nekdo, ki bi vodil socialne dele, prav ne vem koliko uspešno, ali pa tam zabaval ljudi. Sem pa vsebino dobro pripravljal, se mi zdi. In smo v enem letu v bistvu prišli od 0 članov do 25 rednih. A se spomniš, v katero smer si takrat peljal vsebino, kje si črpal vire, kaj si... To, kar je mene zanimalo. Jaz sem bil takrat isto star kot oni, mogoče kakšno leto starejši. In v bistvu sem se loteval tem, od zažiganja čarovnic do lutra, različnih vej krščanstva, zakaj smo taki, kot smo, odnos do drugih ver, New Age, tudi, ne vem, klicanje duhov, satanizem. Se pravi, dosti take advanced vsebine. Ja, zanimivo. In župnik je takrat na prvo 1 ali 2 srečanje prišel, ali pa ugotovil, da ga v bistvu ne rabimo, in se je umaknil, dosti modro. Vedno je ful podpiral stvari, ki smo jih delali, tudi z veseljem sprejel, ampak me je to modrost tudi umakniti pa pustiti prostor. In takrat je ta skupina zelo zrasla, no in jaz sem takrat bil na tej elektrotehniki, razmišljal, kam vlagati svoj čas, ker sem videl ogromno potrebo pri mladih, da ni ljudi, ni dovolj ljudi, ki bi znali dati kvalitetne vsebine, pa dobro razložiti ta vprašanja. Se pravi, te težke teme, ne ne vem, kako molati, ali pa sej zakaj jih v nedeljo maši, ampak da bi to razložil na oprijemljiv način, ker je mlademu človeku blizu, da bo rekel, to pa jaz
to pa jaz tudi rabim, to bi pa jaz tudi živel. Tega nisem našel. In jaz sem svoje odgovore iskal v bistvu na YouTubu. Sem pač otrok tega časa, glih tam v gimnaziji sem bil 2009 do 2013. Aha. In sem začel na YouTubu, Live Teen, Steubenville konference, tako se tudi angleščino malo bolj naučil. In začel pa tudi prevajati, podnapise delati, ker sem jih rabil pol za svoje, te mladinske skupine. Hieronim slovenski YouTube kanal, to, kar sem te jaz prvič zamerkal. Ja, to so bili te zelo amaterski prevodi. S tisto opremo, ki sem jo pač takrat imel. In s tem sem si pomagal, pač tudi jaz itak rastu ob tem in ugotovil, da mi to v resnici veliko več pomeni. Da se mi to zdi veliko močnejša potreba in klic, da bi ta del, ne vem, razmišljanje, izražanje, razlaganje stvari, tudi biti blizu mladim, jih razumeti, da je to nekaj, kar bi veliko raje počel, kot se ukvarjal z vezi, procesori in tako naprej. Okay. Pa še takrat je težko ratelj, praviš. Ja, pa študirati sem mogel, to je bil en tak... mogoče ne najboljši razlog. Okay. Čeprav prvi letnik sem pol končal, prvi letnik sem zaključil. Sem se pa pol tako, na tem faksu smo imeli tudi precej lukenj vmes med predavanji in jaz sem med temi luknami odmori hodil k frančiškanom, ko so imeli izpostavljene najsvetejše v kapelci zadnji. Sem hodil molit in tam v bistvu molil za to svojo mladino. In razmišljal o tem, da bi jim rad dal malo več kot mladinsko skupino. In v bistvu razmišljal o Don Bosku, tem njegovem poslanstvu, kako je za mlade se dal celega. In rekel, to bi jaz tudi naredil. In potem sem razmišljal zelo tako, na kakšen način, kje bi jaz dobil službo, da bi lahko bil ves čas z mladimi, da bi lahko delal za njih. In potem sem razmišljal, da duhovništvo je nekaj tazga. V bistvu to počneš, imaš ves čas na tem svetu, ker duhovniki itak nič ne delajo in pa si lahko z mladimi. Ampak jaz sem bil vzgojen pač itak osnovnošolski verouk, pa doma na škofijski, ampak jaz nisem imel stika s to uradno, hierarhično cerkvijo. Jaz nisem vedel, kako postaneš duhovnik. Okay. In potem sem šel pogledat na Google in se tam našel stran seministre.si, ki je bila takrat še zelo primitivna. Vse, kar sem tam našel, je bil kontakt od ravnatelja, od rektorja in sem mu napisal, da bi prišel v bogoslovje, kaj moram narediti. Okay. In je rekel, v redu, prid pogledat, se bomo pogovorili. Sem prišel tja, mi je pokazal sobe. A to je šlo kar tako, ali kaj? Zdaj to razlagam zelo hitro. To je bilo pač a veš, ta proces razločevanja me mečken zanima. To leto, kako ti je prvič prišla misel, a veš tako, mislim, a veš sem pred najsvetejšim in me prvič prešine, jaz bi bil pa tudi to. Če sem čisto iskren, se ne spomnim točno, kako je to prišlo. Okay. To je bilo zelo postopno, s časom. Kar se spomnim, vem, da iz enega pogovora z Domnom Golobom, ki je pa tudi za mano prišel v bogoslovje, pa so bila skupaj v gimnaziji in na elektrotehniki, da sem jaz razmišljal o duhovništvu in tem, kako bi delal za mlade, ampak ko sem jaz šel iz te kapele, sem to odklopil. To je ostalo tam. Okay. Poj pa enkrat počasi začel to prihajati tudi v moje siceršnje življenje, sem začel razmišljati, pa mislim, mene, ko sem tam, me vleče nekam drugam. To je očitno nek znak. Ko sem jaz pred Jezusom, me kliče v nekaj drugega. Čeprav mi je bilo zanimivo na elektrotehniki. Ni, da se je bilo težko študirati, ampak so mi bile zanimive stvari, sem jih hotel vedeti. Ampak počasi je prišlo do tega, da sem rekel, jaz bom začel malo v tej smeri delati. In moja ideja je bila, tudi zato je to tako zelo usporedno šlo, ker moja ideja je bila, da bi jaz študiral elektrotehniko do konca, pa hkrati teologijo. Okay. Da bi pač bil duhovnik, ki ve oboje, zakaj pa ne. Ampak, ko sem prišel do bogoslovja, je rekel ravnatelj, da to pa ne bo šlo, da teologija je pač toliko težek študij, da to hkrati gotovo ne bo šlo in da tudi v bogoslovju ima svoje obveznosti.
Jaz sem pač to takrat sprejel, se izpisal iz elektrotehnike, vpisal na teološko, doma nisem povedal, precej dolg časa. A res? Če ko bi mogel delati neke izpite jeseni na elektrotehniki, sem rekel, jaz ne grem na elektrotehniko, jaz grem zdaj v bogoslovje. Okay, kako sta sprejela? Mama je rekla, si sem vedela, ker mama itak vejo na nek način. Ne. Ampak v bistvu oče je zelo dobro sprejel, v smislu, če pač rekel, jaz nimam te izkušnje, nikoli nisem razmišljal o tem, ampak če veš, da je to, v redu. Zanimivo. Mami pa je imela to, da je naredi elektrotehniko do konca. Ne, najprej zakončaj to, kar si začel, pa lahko greš naprej. Ampak jaz sem pač takrat itak že v resnici bil upisan, ne, tako da to ni bila opcija. Ko sem šel v bogoslovje, sem pričakoval, da bom tam srečal podobno misleče ljudi. Pač z nekim tem žarom za cerkev, z res iskreno vero, zaupanjem, zanimanjem za Gospoda. Ja. Oznaniti na ljudem razumljiv način, približati, ne spreminjati nauk, pa posodobiti cerkev v nekem tem plitvem smislu, ne? Ampak res tako razžareti stvari. No, srečal sem se pa najprej s tem, da so mi predstojniki oziroma takraten rektor prepovedali hoditi na vaje od benda, ki je bil slavilen bend, skromni bend, takrat smo jih izdali CD, v bistvu. Se pravi, prepovedali hoditi na vaje in igrati, se pravi, slaviti Gospoda s svojimi talenti, po mojem. Po drugi strani so mi prepovedali hoditi oziroma voditi še naprej mladinsko skupino ali pa jo voditi vsaj 1 leto, da jo predam nekomu naprej. Se pravi, mogel sem odsekati. Ideja je, zdaj bom pač razložil iz njihove strani, ne? Ideja je, da ti, ko greš v bogoslovje, pustiš prejšnje življenje za sabo, zato da greš v samoto. Da ti v bistvu v samoti sam pred Gospodom razločaš, a je to res tvoj poklic, ali te je pripeljal nekaj drugega. Ne? Moje mnenje je, da Gospod kliče na zelo različne načine in ne samo v samoti. Kliče tudi prek ljudi, talentov, ki jih imaš, in ko talente gojiš, in jih izročaš Gospodu, te kliče vedno bolj in ti odpira vrata, te gradi. A ne? Logično. Do neke mere razumem to logiko bogoslovja, ampak pričakoval bi in modro bi se mi zdel to povedati in narediti eno prehodno obdobje za ljudi, ki nekaj počnejo prej. Da zdaj je ta propedevtični letnik, ne? Tako je. Temu je namenjen propedevtični letnik, ampak jaz nisem najbolj fan tega letnika, zato ker če ti v 6 letih nisi sposoben nekaj dobrega narediti človeka, ti tudi 7 leto ne bo pomagal. Razumem, da je propedevtik, pač preden začneš študirati, pa tako naprej, ampak nisem fan. Okay. Jaz mislim, da je 6 let dovolj časa, če ti veš, kaj hočeš narediti z nekom. Ker pa se ne ve, ali pa se ve v napačno smer, pol pa naredimo škodo tudi kljub temu propedevtičnemu letniku. In to se po mojem mnenju še vedno dogaja. Nekaj časa pol nisem imel stika z bogoslovom, zdaj lahko prijemo pol do tega, ne, da sem imel težave zaradi svoje odprtosti in tako, kot sem prej rekel, da nisem avtoritete po defaultu vzel za bog in batino. Ampak sem sprašal stvari, razmišljal, ne vem, svojo glavo, postavljal vprašanja, ko sem videl, da so stvari čudne ali pa da se nekaj ne rešuje, sem vprašal, zakaj ne, ali pa kaj se tukaj dogaja. In na koncu sem bil odslovljen. Zdaj, to je zelo skrajšana zgodba, dogajalo se je veliko stvari. Argument proti meni je bil, da nisem hodil k maši v bogoslovju, kar je tudi res. Ampak razlog za to je bil, da sem imel sošolca, ki je s katerim sem bil cimer prvo leto, pol sem pa jaz dobil pač svojo skupino prijateljev, on pa v bistvu ne. In pol je postal ljubosumen na moje druženje z ostalimi in se je to v bistvu stopnjevalo do tega, da je rekel, začel groziti, da se bo nekaj naredil, če se jaz ne bom družil z njemu. Me v bistvu zasledoval na faksu, sem pa začel zamujati zato, da sem se lahko sedel po svoje, pa je on prišel in se usedel zraven, ko je bil odmor. Rekel pa nič veliko. V bistvu skozi je pa pri sebi nekako šepetal, da sem hinavc, kaj sem naredil, kako se obnašam, da če je to
vredno vernega človeka ali kristjana, da to ni krščansko in tako naprej. To sem jaz skozi poslušal. In ta človek je zraven mene sedel v kapeli. In to so predstojniki videli. To ni, da sem jaz pač vedel, to so opazili vsi bogoslovci, tudi nekdo, ki je bil z mano v bogoslovi, bo vedel, kaj se je dogajalo. Predstojniki so vedeli, vsi trije, se pravi rektor, spiritual in študijski prefekt, tudi škof, pa se pač ni rešil. In sem rekel, jaz tukaj imaš in ne morem hoditi, da jaz grem k obhajilu in ta za mano mi govori, kakšen hinavc sem. In poslušam pridigo od rektorja o tem, kako smo bratje in se moramo spoštovati in gojiti skupnost in tako naprej. Hkrati povem, da on ne rešuje problema, ki ga imam jaz s tem človekom, pa ga ima on z mano. In zato sem bolj hodil k maši v Stolence, v Frančiškanom, pač okoli nisem hodil v bogoslovju. Vedel sem, da bo to problem, ampak jaz sem upal, da bo to sprožil neko debato, pogovor. Kaj se zdaj tle dogaja, a se lahko pogovorimo, pa rešimo zadevo. V bistvu se je pa zgodilo to, da so mi sicer poslušali, niso pa zares naslovili problema, o katerem sem govoril. Poslali so me pa v bistvu na, ko bi se rektor mogel z mano pogovoriti, to je bilo tudi tako. Rektor bi mogel imeti 2 pogovora z vsakim bogoslovcem letno. Ko je prišel nov rektor, se pravi, sem v svojem času zamenil 3 rektorje, ko je prišel nov rektor, bi mogel na začetku leta imeti z mano pogovor, ki ga ni imel. In potem sem pričakoval, dobro, v drugi polovici ga bo imel. Tudi v drugi polovici ta pogovor ni prišel, samo na koncu leta je prišel v mojo sobo in rekel, zdaj se bom pa mogel malo pogovoriti o tvojem odnosu do bogoslovja, do pravil in tako naprej. Sem rekel, z veseljem, ko mi čakam. In že dolgo čakam. Ja, in potem je rekel, da v bistvu se nekaj pogovarjati, ampak da ta moj odnos, da tako ne bo šlo naprej, zdaj pa lahko zberem kakšno drugo življenjsko pot ali pa grem na leto premišljevanja nekam. In sem rekel, dobro, ne bi glih zaključil, kar tako, bom šel na leto premišljevanja. In so me poslali pol v Domžale, tam sem bival, pa je bil še nek zaplet s tem, da so mi rekli, da ne smem na faks hoditi, pa so se pol novembra spomnili, da bi pravzaprav bilo dobro, če bi hodil na faks, in sem sredi leta vletel nazaj v predavanja in zamudil par predavanj in izpite sem mogel še pogledati. Nima veze, glavno na koncu tega leta v Domžalah je pa bil sklep, da nisem primeren. En od stvari, ki piše tam v tem poročilu, je, da mi manjka pastoralne gorečnosti, da mi ni dovolj mar za cerkev in da se ukvarjam samo z mladimi, druge skupine pa puščam ob strani. Čeprav sem v tem letu v Domžalah sem se ukvarjal tudi starejši, imel sem izobraževanje za starejše oziroma za odrasle, kjer so prihajali predvsem starejši. Bil sem pri družinskih katehezah, pri zakonskih skupinah, ki me še zdaj povabijo za duhovne vaje. Tako malo nerazumljivo ali pa... Mislim, jaz bi tako rekel, kar je gotovo je, da pastoralne gorečnosti ti ne manjka. Ne? To je dejstvo. Mislim, to je dejstvo, ki se vidi tako res nadaleč. Ne? Ja, in pogovor pri škofu je pa prišel do tega, da mi je on rekel, da sem jezen na cel svet, še posebej na ta svet, ki šteje, torej cerkev. Jaz sem rekel, da meni se zdi, da cel svet isto šteje. In jaz sem mu tudi rekel, da je res, da sem jezen na cerkev, ampak da to se meni ne zdi nič narobe, če je jeza upravičena. Pa če jo ne živiš na nek destruktiven način, ker se mi zdi, da nisem počel, pa vsaj trudil sem se, da ne bi. Ampak ja, tako sem pol odslovljen. Mislim, ker pač hvala Bogu, preveč jih je, razumeš pa. Pa si lahko prvošil. Ne, mislim, dobro, prosti, mal cinizma, ampak ja, pač vseeno se mi zdi, da je zanimivo, da mogoče vendarle Gospod na ta način vseeno pokaže, a veš, tudi skozi neke res take hude stvari, skozi neka nerazumevanja, skozi neke take boleče dogodke, v resnici se lahko njegova volja pokaže, ne? Pa gotov dozoriš, če imaš ta prav fokus, če tvoj fokus ostane na njem, vsaj približen, se jaz ne rečem, da sem pa bil nek prerok tam, delč od tega, samo če imaš ti nek fokus na njega, na prave stvari, pol te vse ostalo samo oblikuje in utrdi. Da začneš prepoznavati, kje tebe vleče na te stran poti, na kjer so drugi okrog tebe mogoče zašli in si to opazil. Tako da, in jaz
tudi, ker ljudje reče, da je to bila težka izkušnja, Ja. meni takrat ni bilo posebej težko. Mogoče zaradi tega, ker sem pričakoval, da se to lahko zgodi. Okay. Po drugi strani pa tudi zato, ker jaz sem tudi več debat imel z ostalimi bogoslovci, pa z duhovniki, ki so mi takrat svetovali, pa daj pot tih, a ne, mal potegn nazaj, pa potrp teh 6 let, da boš duhovnik, na župnite pa itak noben ne povoha, pa lahko delaš, kar hočeš. In moj odgovor je vedno bil, jaz ne bom delal nečesa, kar mislim, da ni prav, zato da bi dosegel nekaj, kar mislim, da je dobro. Ampak verjamem, da če delaš dobro, iskreno povesti to, kar misliš, da je prav, te bo Bog pripeljal tja, kamor je treba. Se pravi, cilj ne upravičuje sredstev. Jaz mislim, da ne. Okay. In pol sem bil tudi svoboden od tega. Ne? Sem Nisi šel v zagrenjenost, pol pa v zamero, pa v jezo, pa v tako. Trudil sem se, da ne. Jaz mislim, da ne. Bila je jeza, Ja. ampak ne na to, da sem bil odslovljen, ampak na to, na kakšen način se dela. Meni v resnici bolj, jaz sem vedel, da mene lahko odslovite, jaz lahko grem v redovništvo, lahko grem v drugo škofijo, lahko sem konec koncev samski, lahko se poročim. Jaz imam odprte stvari, a ne? Boli me pa za cerkev. Pa za te fante, ki so v bogoslovje šli z iskrenimi, dobrimi nameni, pa ki jih vidiš v prvem letniku, ki so dobri fantje. Pa tekom te vzgoje nekaj v njih umre. Tako kot se je ogromen filmov na to temo, ampak en je recimo Shawshank Redemption, ki govori o tem, da postaneš institucionaliziran, da v bistvu zapor postane del tebe, da ne moreš več brez tega. In to me pa boli. Ker vidim, jaz imam pač eno ljubezen v sebi do mladih ljudi. In mene boli za cerkev kot celoto, ampak najbolj me boli za mlade ljudi. Za te fante, ki jih vidiš, da dobri pridejo, pa odidejo slabši. Ne da odidejo slabi, ampak nekaj mi je zmanjkalo v tem času, namesto da bi dobili. In v resnici je to tudi razlog, zakaj se ti zdi pomembno to svojo zgodbo povedati. Ne? Ja, in tudi, kadar imam stik z bogoslovci, jaz upam, da jim lahko dam eno sporočilo, da bod svoboden. Ni lahko, da je duhovništvo tvoje poslanstvo, ampak duhovništva si ne moreš vzeti. To je bilo vedno tako moj argument. Duhovništvo je dar zate. To je poklic. In če bi ti delal stvari po svoje, da boš ti z lastno pametjo govoril, delal stvari tako, da boš ti na koncu duhovnik, si ga vzel. Prisvojil. Ja. Ja. Če pa si ti poslušen duhu, ki je v tebi in slediš temu, pol pa mogoče ti bo duhovništvo podarjeno, mogoče pa ne. In jaz sem bil glede tega zelo svoboden v tem smislu. Da duhovništvo ni moja identiteta ali pa to, kar jaz moram postati zato, da bom nekaj dosegel. Zato, da bi nekdo bil. Ne? Ja, imel sem malo tega od doma, ki mami reka, zdaj pa vsaj to naredi. Ne? Ja. Ampak jaz sem pač, ne vem, nisem hotel biti neiskren. Sej doskrat sem tudi bil in zato me je zdaj žal, ker mogoče bi bil še prej odslovljen. Ampak so bile stvari, ki sem vedel, da ni prav. Ampak nisem točno vedel, kaj narediti. Ja. Pa si želim, da bi vsaj neki, da bi vsaj se oglasil, rekel, kaj delamo, pa nisem, ker pač ne vem, nisem vedel kaj, kako. Ja. Zdaj bi, recimo, ker sem pač šel skozi to, pa razmišljam za nazaj. In v tem smislu me je to ful oblikoval v veliko bolj, ne vem, po mojem samozavestnega, samostojnega, svobodnega človeka. Tako da tudi projektov, ki se jih sem kasneje lotil, tudi na INEP, sem rekel že na začetku, da sem dosti svoboden v tem. A to bo, ali ne bo, ali kaj bo. Čakaj, bova prišla do INEP. Ja. Da imaš kakšno postajo vmes, ki mi je zelo zanimivo to, kako te Bog v resnici vodi skozi življenje. No? In kako tudi res skozi nek dead end, skozi neko oviro, pač potem se pokaže pot in se mi zdi, da je tukaj ena velika lekcija za vse nas, no? Ker veliko krat vežemo svojo identiteto na to, kar smo, pač ali po poklicu ali kako drugače. In je to zelo pomembno, da ozavestimo, da nisi to, kar delaš. Nisi to, kar delaš. Si mnogo več. Ja, in to sploh v božjih očeh. Še ena zanimiva lekcija je prišla takoj za tem. Ja. Mislim, lekcija. Pač bilo je lušten po svoje. Jaz sem, ko sem bil odslovljen,
sem v bistvu zelo malo dobil vabilo od, ne direktno od škofa, ampak od enega duhovnika v drugi škofiji, ki je rekel, mi bi te pa radi vzeli v svojo škofijo. Tudi eni redovniki so neki me novačili tako na pol, ampak sem rekel, 1 let bom si vzel pauzo. Ne bom tudi ne iskal punce, ne šel gledal redov drugih škofij, ampak bom delal prek študenta, da malo razmislim, kaj se mi je zgodilo, pa kaj naprej. In v tem letu sem v bistvu delal v skladišču pri eni založbi, pa vozil kombi za Nektar Naturo, sendviče po Sloveniji. In pri nas, ne vem, je bilo to doma, ali sem to samo jaz sprejel, ampak imel sem neko to potrebo, da zato, ker sem brihten, sposoben, da zdaj pa moram delati nekaj, kjer bom to porabil. Da moram imeti nek položaj nekje, da ne bom tako, ker sem pač sposoben, Tam sem pa pač delal take blue collar dela, se pravi, pač voznik kombija pa nek skladiščnik. In mi je bilo dobro, jaz sem res užival v tem, mogoče tudi zato, ker sem lahko možgan malo izklopil, pa pač razmišljal, ampak to mi je bilo super. In v bistvu še zdaj bi si želel to delati, ampak sem pol prišel do sklepa, da vseeno imam talente, ki bi jih tam zakopal. A veš, kaj Christopher West reče, da je njegova alternativna idealna služba? Kaj? FedEx driver. Ja, evo. Meni je bilo to top. Itak, ful rad vozim, avtomobili so že od malega moja strast. Prvi spomin, ne? Ja. Prvi spomin kombi, Cool. In sem užival v tem, Se je pa v tem času bolj pokazala druga opcija, te videe, ki sem jih prej omenjal, ki sem jih prevajal. Prevedali smo tudi en birmanski program v sklopu tega, ki je pač poln enih videov, ki razlagajo celotno vero. V bistvu gre skozi katekizem. Takrat je glih izšel, mi da s tem domnom sva ga pol kupila, prenesla v Slovenijo, mislim prevedla, in pa ko so bili videi prevedeni, sva rekla, mogoče bi pa to še kdo nucal. Smo prevedli še delovni zvezek oziroma delovni učbenik, pa priročnik za katehete in pol ponudili družini Mohorjevi v Ognjišču, tem našim založbam, če bi to kdo zdaj založil, pa distribuiral. Noben ni bil zainteresiran, da je to preveč ameriški projekt, da mi imamo svoje stvari, ki so dovolj dobre. Mi so rekli, da se ne strinjava in so pol v bistvu svoje prihranke, on več kot jaz, ker je pač več imel, vrgla v to, da smo natisnili, distribuirali, dobili tudi pravice od Američanov, zrihtali zadevo in pol klicala ljudi oziroma župnike po župnijah, a bi imeli kakšen drug birmanski program, kako pa delate do zdaj, a pa vam gre dobro. In se je ta program toliko prodal, da sem se jaz lahko zaposlil. Pol smo sicer poskusili prevajati še neke druge stvari, pa eno aplikacijo zagnati, ki se pol ni izšlo, oziroma je bil pač prevelik projekt za naše sposobnosti. In tako pol jaz nisem mogel biti več tam zaposlen, sem šel na SP, da mi je vsaj 1 leto država malo plačevala prispevkov, da sem lahko ostal tako nad vodo in v tem času zgradil, dovolj zanimanja, tudi zavedanja med duhovniki v cerkvi, da organiziram te delavnice, duhovne vaje za mlade in take stvari, da sem pa začel s tem. Pastoralni delavec SP. Tako, ja. Da v bistvu živim oziroma sem živel od pastoralnega dela. Sem se pa v tem času zelo navadil, da ne vem, od kje pride moj naslednji denar in če bo za prispevke ali ne. To zdaj v tej fazi našega projekta zelo prav pride, pravi. Ja, je kar hudo tole, Ko si delal z mladimi, pa skozi pač praviš mladi, ne? Kje so danes te naši mladi? Ne? Se pravi, konkretno recimo, če sprašujem v imenu staršev diževcev pri družini in življenju, recimo, a veš, starši vemo eno plat zgodbe o tem, kje je naš najstnik ali pa tako, ne? Ti si verjetno spoznal preko vseh teh delavnic in tega tudi ta drugo plat, ne? Posebej me mogoče zanima res ta vidik, kako se ti zdi, da danes te naši mladi vstopajo, znajo ali pa ne znajo vstopati v odnose drug z drugim, kot fantje, kot punce. Tako, kje jih lahko na ta način podpremo, kaj rabijo, česa imajo, česa nimajo, tako malo. To je en, po mojem, najlepših delov tega, kar delam. Gledati jih, kako živijo odnose,
tako drug z drugim, kako vstopajo v odnose fantje, punce. Je pa to tudi hkrati najtežji del, ker jih vidiš, koliko so v bistvu ranjeni, kako ne znajo, kako nimajo zgledov in stopajo po eni poti, ki ni najboljša, pa jim ne moreš, pa ne znaš vedno pomagati. Zdaj, kje so moji... Začel bi s telefoni, po mojem, z dostopom do interneta, do vsebin, ki so tam. Čisto zaradi tega, ker se mi zdi, da starši danes, ali pa družba nasploh, hočemo otrokom dati dostop do informacij, biti del družbe. Ampak hkrati s tem daš vedno svetu dostop do svojega otroka in to pa ni vedno dobra ideja. In vidim, moja izkušnja je, ko vodim te duhovne vikende ali pa tudi veruke, pa tako, ko spremljam mlade v malo daljšem obdobju, jaz zelo hitro zaznam, ne bom rekel, da s 100% gotovostjo, ampak zaznam, kdo od teh mladih ima svoj telefon ali pa kdo ima omejitev na, ne vem, 1 uro na telefonu, kdo ga ima pa brez omejitev. Vidiš. Zato, ker se drugače odziva, ker ga imam krajši čas pozornosti, tudi precej bolj, kako se temu reče, desenzitiziran ali tako, zgubi občutek, a ne, za tako malo mrtvičenje zaradi vseh informacij, ki jih ima, ne vem, nasilja, tudi spolnosti, ki jo vidi. In je ful težko prebiti to pri njem. Ostavi pa vidiš, da ima neko iskreno zanimanje za stvari, a ne za odnose, zate kot človeka, ki si tam za njega. In to so študije že narejene, brez da to razlagam, ampak moja izkušnja, a ne, da vidiš to, da res vidiš v očeh, v obnašanju, v tem, kako so oni s svojimi kolegi, s prijatelji, stvari, ki jih zanimajo. Moje prvo vprašanje je vedno, povej mi svoje ime, pa eno stvar, ki počneš v prostem času, ki počneš z veseljem, ne sme biti spanje pa hrana. Ker to, a ne, vedno mi rejo, spanje je hrana. Ok. Vedno več je takih, ki nimajo te, ki sploh ne ve, kaj ti reči. Ja. Imaš, sej so, bicikl, motorji, ne vem, ples, inštrument, imaš itak, tako kot vedno, a ne, ampak vedno več je takih, ki ne ve, kaj bi ti rekel. Kakšni so iskreni, pa se reče igrce, ali pa ne vem, na telefonu sem rad. Ampak, se pravi, ne rečeš, ne smeš reči telefon. Ne, zato, ker, a ne, pol vidiš, a ne, vidiš pa, da imajo stisko povedati nekaj, a ne. In tega mi je škoda. Ja. Da v bistvu jim vzameš otroštvo s tem, da si jim dal dostop do nečesa, kar jih ubije zanimanje. O koliko mladih govoriva zdaj? Odvisen, a govorimo o vernih skupinah, a govorimo o osnovnih šolah, ki so v bistvu čisto mešane skupine. Ok, se pravi, ti greš tudi v osnovne šole? Ja, prek Inštituta Integrum imam tudi delavnice z osnovne šole. Ampak recimo osnovne šole so več kot 3/4 mladih je takih, da v bistvu vidiš, da nima zares iskrenega zanimanja. Lahko, da igra inštrument, ples ali pa tako poveš prijateljcem, pa začneš malo spraševati, kaj pa se pogovarjate, kaj pa delaš, pa ni to res, a veš, globoko zanimanje, kakšnega otroka vprašaš 10 let star, začneš o traktorjih spraševati, pa pozna, ne vem, 50 traktorjev, kakšni menjalniki so, koliko ima, kakšne različice. To je ti zanimanje otroka, ki sam požira informacije, ki ga nekaj zanima. Tega ni. No, ampak kako priti, kako vstopajo v odnose? Telefoni, ja. Omenjam telefone zato, ker prek telefonov vstopajo v odnose. In zato jim tudi starši nočejo odzeti telefona, ker jim v bistvu odzameš odnose. Viber skupino ali pa Snapchat skupino ali pa nekaj. Ja. In moja spodbuda za mlade proba biti, dajte se vi zmeniti. Sam ne boš mogel nehati biti na telefonu, ker so vsi ostali tam. Dajte se probati zmeniti. Dajmo se pa zdaj v živo dobiti, dajmo nekam iti. In kakšni so taki, ki sem jih imel recimo dlje časa, ne, so pa rekli, zdaj se pa dobijamo zunaj pa tako, ne, ampak itak ne vsi. Pa tudi jaz na enem vikendu ne moreš tega narediti, ne. In moja spodbuda staršem je, pa dajte se starši povedati, pa jih dajte v živo nekam, ne? Ali pa, ne vem, daš neko zanimivo idejo.
doma, če si lahko vzameš čas, da greš z otroki na bunkerje graditi v gost. A veš, da jim mu daš neko idejo, kar on rad zunaj s svojimi rokami počne. Da mu daš izkušnjo tega, da ni sam, da greš ven in gledaš v luft, ker noben ga ni. A veš, da mu poskušaš dati neko idejo, pa raziskovanje. Pa nam doma je bilo to veliko tega, ker je pač oči profesor, pa je bilo vedno tako, ko sem nekaj vprašal, dajmo probati. A ne, pa sem pol tudi za darila, pa to za Miklavža sem dobival, ne vem, nek eksperimentalen set, pa set za elektrotehniko, nekaj, da sem delal, a ne. Da v bistvu vzgojiš, da mu daš izkušnjo. Da se nekaj da početi, ja. Ja. Kaj danes prav ne ve folk, kva bi sploh počel. Sam s sabo, pa drug z drugim resnic. Tako, in v odnosu stopi prek telefonov, ampak manjka jim pa tudi čisto izkušnja ali pa želja. In tudi to je nekaj, s čemer se mi zdi, da najlažje prebijem to umrtvelost, kar sem prej rekel. Da začnem govoriti pri fantih o odgovornosti, da si ti za stvari odgovoren. Da ti, kar nekaj narediš, te ljudje zaradi tega spoštujejo, si zaslužiš spoštovanje, ker si naredil dobro, ker je to tvoje, ker si se ti za to odločil, speljal. Hkrati, pa če narediš nekaj slabega, si tudi ti za to odgovoren, ne ljudje okrog tebe. Pri puncah mi je pa malo težje, ker nimam tudi svoje izkušnje, pa tudi vedno povem jim, da pač nisem ženska, pa nikoli ne bom. Ampak kakor iz svojega opažanja, ne vem, svojih 4 sester, pa mami doma, pa zdaj svoje žene in nasploh žensko v svojem življenju, se mi zdi, jaz nisem vedel, da imaš 4 sestre. A ja, wow. Ja, pa nobenega brata. Okay. In zato je pa tudi mogoče, ker sem prej govoril, je tudi ta naveza z očem bila močnejša, ne? Da mi bolj bilo to, kaj si ti bral, kaj si ti delal. Da me je tako nagovoril, pa bilo tak zgled. Ampak se mi zdi, da uporabim ponavljati besedo domačnost, da ženska si želi biti dom nekomu. In se mi zdi, da to je nekaj tazga, kar ne slišijo, nimajo izkušnje, čutijo pa, da imajo to hrepenenje. Biti tisti dom, ki je po eni strani varno zavetje, hkrati je pa topo. Ni to una hladna trdnjava, kjer se fajtaš, ampak je to tvoje zavetje, kjer ti lahko... Ja, kjer lahko ti, ne vem, orožje kot vitez ali pa, ne vem, odložiš. In to si želijo. Ko jim to poveš, to bi oni radi bili. Pa jih pa pripeljati do tega. Ja, ker jaz pa precej tega tudi vidim, že med mladimi danes slišim tako po ovinkih, v resnici kakšnih zelo osebnih zgodb nimam, razen pač, kar se doma srečujem s svojimi 3 hčerami in tako, ampak v resnici se mi zdi, da je med mladimi tudi veliko tega, a veš, med fanti nekega tega šovinizma, a veš, med puncami pa včasih tudi že kar zelo radikalnega feminizma, in da to dvoje težko prihaja skupno. To opažam. Jaz jim rečem tako. Fantje in ženske imamo vsak svoje darove, vsak svojo poklicanost, ki jo lahko zapelješ v dobro, a po slabo smer. Lahko jo peleš v to, da boš ti pumpal v sebe, svoj ego, ali pa da boš gradil druge. Zdaj, če damo primer moči, čist fizična moč moškega, ali pa karizma, ki jo imaš. To lahko uporabiš za to, da ti pumpaš svoj ego, da si ti glavni, najjači, da te vsi poslušajo, da recimo za osnovnošolce, da zmer moraš ti najboljšo foro povedati, pa narediti še nekaj bolj neumnega kot tvoj kolega, zato da boš ti izpadel glavni. To mi je znano, kot sem prej govoril. Lahko pa to uporabiš za to, da peleš skupino ljudi, ki ti sledi v nekaj dobrega, da rečeš, dajmo drugače, da rečeš, ko se v garderobi ali pa tako pogovarja o puncah na neprimeren način, na nespoštljiv način o puncah ali pa o enem tvojem sošolcu, ki ga ni zraven ali pa se ne zna, ne more zagovarjati, da boš ti uporabil svojo karizmo, ki jo imaš, svojo moč, svojo samozavest, da se boš ti postavil za tega, ki ne more. In to, take filme tudi gledamo, to v igrcah delajo. To hočeš biti. To je moško hrepenenje, biti zaščitnik. Sam noben jim ne pove ali pa pokaže, kako to delati. In pove, pa jim mal vklop ta del možganov, da ne boš zgubil s tem
mogoče boš izgubil ugled začasno pri tej skupini. Ampak točen veš sam pri sebi, ko si del te skupine, ki je nekoga izločila, da ga spoštuješ, ker se je postavil za to, kar verjame. In ti hočeš biti na njegovi strani, sam ne upaš. Še. Ja. In to zbuditi pri njih, to biti bojevnik za dobro. Tudi v odnosu do deklet potem. Ja. Točno to, se postaviti za te, ki rabijo tvojo pomoč. Pri puncah pa spet, ti imaš dar, da si privlačna, da imaš pozornost, da povezuješ ljudi, da si lahko ena toplina, bližina, da znaš nežno pristopiti do človeka, ki je v stiski, da ga sploh opaziš. Dec ne bo, ja. In zdaj ti to svojo privlačnost pa toplino lahko uporabljaš za to, da sebe pumpaš, da ti iščeš pozornost, se oblečeš tako, da te bojo vsi gledali, ker točno veš, da je dober, da je lušten, ki imaš pozornost, ampak točno veš, da je prazen. Da na koncu ni to. Lahko pa to svojo toplino uporabiš za to, da vabiš ljudi, da daš pozornost mogoče tistim fantom, ki so dobri, pa niso ki ta zadnjo foro pove ali pa največje gluposti dela. Pa daš pozornost unmu fantu, ki se res trudi biti dober. Zato, ker je zanimiv, jaz ti garantiram, da je zanimiv človek, če se začneš pogovarjati z njim. Tako, da jim zbudiš to željo, da jim pokažeš, kaj si v resnici želijo. In vklopiš to, da če živijo nekaj drugega, da je dober, da je prijetno. Začasno. Ja. In izkušnjo tega imajo. Sam moraš jim jo ozavestiti. Se pravi, da jih v resnici priklopiš na njihovo naravno hrapenenje, ki je v njih. Ja. Ki ga vsi te informacije in to ga umrtvijo. Ja. Hudo. Ker pač daš možganom preveč drugih stvari, da ne sfolgajo zares pomisliti. Super, to se mi zdi nujno potrebno. Ja. Se pravi, ti to delaš na raznih delavnicah, vikendih in tako. Vmes si pa še sam šel potem po tistem letu vožnje kombija v iskanje. Nisem šel zares v iskanje. Kaj se je zgodilo? Povezala sta naju ta Domen, ki sem ga že omenjal, s katerim so v bistvu tudi začela to firmo Luč.si. Prek te firme smo glih takrat prevajali še pol drugi program Spremenjeni, ki govori o Sveti Maši. In smo rabili vedno bolj nekoga, ki bi malo prevzel socialna omrežja, oblikovanje reklam, naslovnic, take stvari. In pol je Katjuša od Domna žena se spomnila na eno Tino, ki je takrat živela v Angliji in gor glih končala nek tečaj grafičnega oblikovanja. Da ona pa išče nekoga, da bi lahko tako malo oblikovala, začela se pač spoznala s Fohom. In pa smo se povezali, oziroma na enem Zoomu smo se slišali, Domen, jaz in Tina. In pol v bistvu sem jaz dejansko vodil takrat že Luč.si in sem bil s Tino na vezi glede oblikovanja takih stvari. Pa je bilo tako, da si po tistem prvem Zoomu že rekel Domnu, ta Tina je pa zanimiva. Ne, Domno nisem rekel. Jaz sem zelo tak, da stvari vse držim. Mi je pa bila ful lušna, jaz sem bil ful presenečen, da je to ena taka lušna deča. Ker sem pričakoval, ampak tako sem mislil, pač to bo pač ena, ki je šla v Anglijo, ne vem. Nisem niti vedel, koliko je stara, in potem se je pokazalo, da je ta pa dobro zgleda. No, in potem se pač malo pogovarjali, vedno bolj o tem, kaj pri Luč delamo, a ne tudi, kaj je moja zgodba, pa potem sem jaz malo njo sprašal, zakaj pa Anglija, pa tako naprej. In potem se pogovarjala, parkrat tudi tako do 4-5 zjutraj. Ja, takrat je bila glih korona. In sem jaz pol rezerviral dosti hmal avion za gor, pa so ga odpovedali, pa pol nisem vedel, om lahko šel ali ne. Ampak ja, no, pa sem tisto poletje, prvič smo se videli na tem Zoomu 14. februarja, na Valentinovo, kar je tudi njen god, ki je Valentino. No, ampak ja, pa sem poleti, sem pa pol šel končno gor na avion obiskati in pa so začela hoditi. Pa sem pa financiral
EasyJet pa te COVID testirnice. Aha. Sem se vozil gor pa dol. Takrat je sicer EasyJet oziroma avioni so bili ful poceni, ker pač ni noben potoval, a ne. Tako da avioni so bili toliko poceni, da mi gre zdaj kar na jok, ker zdajšnje cene vidim, ampak sem pa polno odprinesel s tem COVID-om pa temi testiranji. Ampak je bilo lušten, pač pa so bila nadaljava v bistvu 2 leti pa pol, se mi zdi. Wow. In sva se zaročila. In ko so se zaročila, v bistvu niti nisem vedel, bo ona prišla v Slovenijo ali bom šel jaz gor ali kaj bo, jaz sem samo vedel, da to je to in zdaj treba nekaj premakniti. In pol je v bistvu nekako se obrnil tako, da je ona mogla iz te hiše, kjer je živela, pri enem gospodu, s katerim smo tudi prijatelji, se je mogla tam izseliti, ker njegov sin prišel domov. In pol je v bistvu prišla v Slovenijo in tle zelo na hiter dobila tudi službo v Zavodu Svetega Stanislava kot vzgojiteljica dijakov. Pa so dobila še stanovanje, oziroma najprej ga je ona v Preski, kjer sem bil jaz na praksi kot bogoslovec, ker sem pač poznal župnika. Je najprej šla ona tja živeti, zdaj smo tam skupaj. Tako da so se nekako kocke zložile. Hudo. Eno leto sta poročena? Dobro leto, ja. Ja, cool. Fajn. In kak je zakonski stan? Odličen, najboljši. Lušten, fajn. Zanimivo je, da sta tudi takrat v tistih 2 letih pa pol že marsikatero aplikacijo za odnose sprobala, ne? Yes. To je tako, mislim, providencija dej, no, res v resnici se zlagajo kockice, tako ful lepo, no, mislim, meni se tako zdi. Takrat so itak, pač, ko si deleč, edina povezava je telefon, oziroma računalnik, takrat so sprobali vse sorte, da sva gledala, pač imaš aplikacije, da gledaš film skupaj, a ne, da ti ga sinhronizira na obeh računalnikih. A res, kaj tega nisem vedel? Okay. In pa imaš Movie Night skupaj. Tega nisem vedel. Pa imaš itak te aplikacije za izzive, da drugmu pač daješ nek izziv, ne vem, ali za neki slikati speč, pač nekaj narediti, ali za vprašanja, da imaš skupno vprašanje, kjer odgovarjaš. Pač probala so ostati čim bolj povezana, kljub temu, da niso bila fizično skupaj. In mislim, da je deloval. Dejansko, ker nisva imela drugega, so se mogla pogovarjati. In je to bilo ful dobro. Sicer takrat so se pol norca delala, pa se še zdaj včasih spomnim, da se reče, če se bo midva, ko bo poročena, ko bo skupaj, pa se bo skregala, pol bo mogli vsako svojo sobo na telefon, pa se prek telefona zmeniti, ko to znala. Ampak ne, pač pogovarjala sva se, ne, ker drugega nimaš in se mi zdi, da je to ful dobro izhodišče. Da pač se zmena stvari. No, to je tudi sicer, ne, zelo v začetnih fazah odnosa dobro, ne? Da v resnici nisi prehiter preveč fizično skupaj, ker se potem v bistvu nimaš časa dogovoriti preveč. Ja, je pa bila druga past, da pol, ko pa sem bil jaz gor ali pa ona v Sloveniji, bil tisti 1 teden, 2 tedna, so si pa res vzela samo drug za drugega, ne? In pol v bistvu mogla sva se navaditi, da ko sva skupaj, lahko tudi počne vsak svoje stvari. Až da ni tega bremena, zdaj so pa skupaj, pa morajo nekaj skupaj delati. Zdaj moraš biti pa obvezno samo zame. Ker pa zgubiš svoje stvari, ne? Tako da pač imaš pluse in minuse, moraš se kakšne stvari navaditi, ampak jaz ne bi zamenil, no, in tudi, a veš, kraji, ki se jih pol spominjaš, vsakič greš na avion, se spomnim, kako sem takrat vesel, vsakič, ko sem čakal, da grem. Pa tudi vsakič, koliko je bilo težko iti, ne. Tam, ja. Ko smo se mi se pravi, mi smo nekaj že sodelovali pred kakšno leto nazaj, si pomagal digitalizirati te naše učbenike za zakonske skupine, ne? Ja. In a se spomniš, da sem ti že takrat nekaj pičal to idejo za aplikacijo za zakonce? Vem. Jaz takrat nisem čisto razumel, kaj naj bi to bilo, zato ker to so bili že narejeni učbeniki. Ja. Govoril si pa o neki poti, da bi zakonce tako nekako pelal, pa da bi, če bi to tudi grafično lahko kako naredili. En sem pa imel sicer neke ideje, da bi pač delali smo s Thinkificom, oziroma verjetno še zdaj tudi tam gor, da bi tam dal nek plugin, da bi pač se ti zrisovala pot, pa pol klikal na stvari. Ampak ni bilo to.
Ni še pa smo bilo- pač, ni še bilo pa to. smo te učbenike oziroma vsebine dal gor. Ja, ne, ker recimo tako ta izkušnja teh aplikacij ne, za pare, se pravi, jaz komorkoli grem zdaj govoriti o tem, da imamo aplikacijo za pare, ne, ponavadi dobim zelo dober odziv nazaj od ljudi, to si pa sploh še ne bi mislil, recimo, da to kaj obstaja. Ne. Ker dejansko v resnici trg aplikacij za pare obstaja v smislu dating aplikacij. Ne. Ja. Tega imaš morje. Ne. Teh, kolikor smo pa mi raziskali, pa so tam zunaj neke aplikacije za odnose, ne? Se pravi v tujini, ki so pa čist laične in čist, bi rekel, peljejo vsebinsko v druge smeri. Ne? Ja, drug vidik je pa, da se osredotočajo na spolnost doskrat. Predvsem to, ker je to tisto, kar se kao In prodaja. nama to ni prišlo prav, a ne? Ja. Mislim, mi da so prehranila spolne odnose za poroko in pa vse te aplikacije, ki te v bistvu peljejo v neko spolnost ali pa poživitev spolnosti, nama niso čisto nič pomagale. In sva iskala nekaj, kjer bi bilo več vsebine, a ne, da te res tako poveže, da ti odpre ena vprašanja, ki jih mogoče sam ne bi. Ker je tudi drugače, če te nekdo tretji vpraša, ali pa če jaz odprem neko vprašanje, ker pozaj tako, da njo zaslišujem. A ne? Ne, pa tudi problem je pri parih, ki so pa dlje časa skupaj, pa da pozabijo, kaj se sploh še pogovarja. Ja, ali pa imaš vprašanje, na katera si že enkrat odgovoril, pa se je odgovor v tem času spremenil, ampak ti misliš, da se ni. Ali pa ne vem, nočeš še enkrat vprašati, kaj misliš, da veš. Pa se mogoče tudi veš, a ne samo drugače slišati tudi človeka, ali pa spet odpreti se pogovarjati, a ne začeti temo. Se pravi, mi smo zdaj eno šolsko študijsko leto v resnici delali intenzivno na razvoju aplikacije Nine App. Android je zdaj zunaj, prihaja kmalu tudi Apple. Ne. V Sloveniji vidimo zgodbo, da ima potencial tudi širše. Kak imaš ti tako, kako ti vidiš zdaj, recimo, ko sva prej reflektirala, kako te je gospod vodil skozi življenje doslej, kako se ti zdi, da je nas pa ekipca pelal v teh 10 mesecih? Kako si doživel razvoj nas in aplikacije in tako? To je malo prezgodaj, da bi ocenil, po mojem. Ampak pač iz tistih prvega srečanja, ki smo ga prej omenili, pa kombija, ne? Pa fast forward do zdaj, kaj lahko poveš za nazaj. Tako, no. Ja, jaz sem ful vesel, da delujemo, mislim, da je ekipa zelo povezana, da radi delamo skupaj, da radi smo skupaj, po mojem. Pa imamo tudi tako malo različne karakterje, da vsak na neko svojo stvar upozori, ker še narata malo prej živčen kot drug. In se mi zdi, da ful sem vesel, da smo dosti zreli, da se lahko pogovorimo o teh stvarih, ker nas pol zmeri peljejo naprej. Pač sej tako v tem fohu startupovskem, sploh takole, ki si še verski ali pa nimaš denarja, pa tako ne, pol hitro rata napet, a ne, pa ljudje ratajo živčni, pa začneš lahko hitro obtoževati drugega, pa zakaj se nisi ti tako odločil, pa zakaj nisi to prej povedal, pa zakaj nismo tako organizirali. Ampak sem res vesel, da imamo toliko pač odgovornosti vsak zase, pa ene dobrohotnosti, razumevanja, da verjamemo, da vsi dobro hočemo, da sodelujemo in da tudi vsebinsko smo pripeljali stvari pač vsak iz nekega svojega kota, se mi zdi do nečesa, kar je za ful široko publiko uporabno. Ne, ker če je za nas znotraj ekipe, smo po mojem dosti tako različni, čeprav ne ful, a ne, spet nismo tako nekakšna Maurica, ampak smo dosti različni, da se mi zdi, če nam nekaj odgovarja, da bo tudi zunaj dosti široko publiko lahko nagovorili. Kako široko? Koga se ti zdi, da recimo lahko Nine App v tej fazi nagovori, za koga je primeren? Probi mi ga malo prodati, ajde, da te slišim čeng. V tej fazi je primeren za nekoga, ki želi delati na odnosu. Nima še funkcije ali pa nima še tega, da bi prepričeval nekoga, ki pač mu je vseeno za odnos, da bo zdaj si pa to zaželel. Za nekoga, ki hoče delati na odnosu, ki si želi dober odnos, mu pa to lahko ful pomaga. Da ti orodja v resnici, da ti tako en push, ne vem, mogoče, a ne se enkrat sem omenjal na radiju, pa že na Instagramu, pa tako te tekoče stopnice ali pa tekoči trak, ne.
Da če hočeš, da odnosi tako, kot da te tekoči trak pelje malo nazaj. In pol, če nič ne delaš, se pomikaš navzdol oziroma nazaj, če hodiš, pol ostaješ na mestu, če tečeš, greš naprej. Ampak jaz mislim, da ta aplikacija je nekaj tazga, kar ti lahko pomaga te porint naprej. Ti da v bistvu en tako tekoči trak, ki se premika v tvoji smeri. Rabiš manj narediti, manj razmišljati. Oziroma, še vedno vse ti narediš. Pota, ja, veš, kam iti, kaj narediti. Kar je v preobilici informacij danes kar pomembno. Ja, pa hkrati ti je spodbuda, da narediš, da ne pozabiš. Da v bistvu mogoče imaš tudi ten tracker, ki včasih si misliš, pa sej ne dolg nazaj, lih sva bila na enem zmenku, pa pogotoviš, da je že 14 dni. In to je velik čas. Ja, ali pa 2 meseca. Ampak tako realno, z nekom, ki ga imaš rad, ki bi rad ostal povezan 14 dni velik, da nisi imel ti časa 1 na 1. In da ti da tako nek spodbudo, urodje, da te pele kam. Mi dva s Sašo zdaj delava, iščem te. Ja, in? Mislim, pa sva ga tudi tlele prebrala. Da se najdla. Ja, sva, mislim, tako sva na sredini, ampak všeč mi je, da smo zastavili po korakih, se pravi, po mikrorutinah, pa je dnevno, ni pa nujno čisto vsak dan, se pravi, tudi preskočil kak dan, ampak se potem spomniva in greva naprej in malo posodobiva ali baterijo ljubezni ali kakorkoli. In ti povem, da v resnici, kaj zdaj delava skoraj 14 dni, ampak sva bolj povezana. Mislim, res se čuti v odnosu. In vidim, tako sem še jaz sam, a veš tisto, ker kot nekdo, ki je pa z neko idejo prišel, pa je potem ta tam zunaj, pa si je kar ne upaš čist lastiti, pa kar ne upaš reči, mislim, se nočem je lastiti kot svoje samo, ampak da smo naredili, pa nočem si dovoliti tistega vesela do konca še, a veš, ker ni še perfect ali kakorkoli, ne. Ampak zdaj vidim, wow, za najo deluje, to res deluje, stari, to je ful dobro. Ja, meni je, moja izkušnja, jaz sem kritičen do stvari ponavadi. Ja, no, to težko, moje pohvalo je težko dobiti, se mi zdi. Ja, meni se tudi to zdi. Je to dobro ali ne vem, ampak tako je. Ampak ta aplikacija se mi zdi, da res dela to, kar obljublja. Zdaj, mi dva s Tino sva se ogromno pogovarjala pač že ves čas. Jaz sem tudi tak, da skozi sprašujem, ne pa ima neko vprašanje, pa z mano ni tak, moraš skozi nekaj debatirati. Pa 1 let sta poročena, bodimo realni, ne? No, ampak hočem reči, jaz že dostikrat grem Tini malo na živce s tem svojim premlevanjem, pa spraševanjem, pa tako, ne. Se pravi, ni nekdo, ki bi mu manjkalo vsebin za pogovor. Ampak je drugače, če ti to nekdo od zunaj reče. Če je to neka vsebina, ki jo skupaj prebereva, ki je to nekdo drug napisal, in zdaj se o tem pogovarjava. In so stvari, o katerih sva se že pogovarjala, pa ti odpre na drug način, tudi zato, ker je zraven en premišljevanje napisan. Ker je neka vsebina, nek ali svetopisanski odlomek, ali neka razlaga terapeuta, da ti razloži neko notranje doživljanje. In ja, recimo, pri nama, ki sva 1 let poročena, pa pri ljudeh, ki niso še niti poročeni, pa pri vama, ki sta že dlje, tako da je po moje kar tako širok nabor dela. Pa se ni presenečenja, ne? Sej jaz mislim, da odnosi spet niso toliko zapletena stvar. Predvsem se jih težko lotimo rihtati, ne? To je problem in tukaj to pomaga, tako bi rekel. Ja, ni lahko, ampak tudi ni zapleten. Ni neskončno težko, sploh ko začneš na tako res mikrorutinski ravni. Cool. Kaj imamo zdaj še za poletje planiran? Kaj prihaja ven? Prehajata 2 potovanji, ki sta vezani na morje, na dopust, kar se mi zdi ful dobro. Pa Miha, ki jih piše, je tudi en tak zabaven dečko, si ga imel tlene. Še bolj. In jih piše tudi na tak sproščen način in pa so tudi izzivi, ki so vezani na dopust, da tam nekaj na morju skupaj narediš, nekaj zabavnega, da te poveže. Ker ena zanimiva stvar pri odnosih je, da ljudje, ki stopijo v intimen odnos, če je povezan, postanejo malo otročji drug z drugim. Ker se v bistvu sprostiš, ker si tu tvoj notranji otrok zbudi. In na dopustu je odličen čas za to. In se mi zdi ful dobro, da imamo ta potovanja, ki zdaj prihajajo, ki ti v bistvu dajo take izzive. Narediš skupaj en peščen grad. Kdaj ste nazadnje delali peščen grad skupaj? To bojo otroci zjale. Ja, ali pa se lahko otroci pomagajo. Tako.
take stvari zdaj prihajajo polet, pol je še eden, ki bo bolj vezan na telo, se pravi odnos do telesa, zdravja, takih stvari. Jaz pripravljam še enega o odpuščanju, ki bo tudi malo bolj tako bo bolj za jesen, ja. psihološko težek. Pa mislim, da ne tako težek, da bi te prav obremenil, ampak se ga moraš pa lotiti tako z zavedanjem, da bo tudi neko osebno delo, da nisem tako neka sproščenost se poveževa, ampak greš malo nazaj pa odpreš kaj, kar mogoče boli. Ja, cool. Tako da so pa ideje pa še malo morje. Ja, in tudi potreb je še malo more, ne? Ja. Tako da v resnici nadaljujemo, ne? Pridružite se nam v aplikaciji Nine-App, naložite si jo, morda to gledate kakšen teden, 2 kasneje, kot smo snemali, pa imamo tudi že Apple zunaj, ne? Ja, upam. Vsekakor bo pa hmalo. Bo kmalu, tako da bo tudi za mešane zakone Ja. na voljo. Predvsem, odnosi so nekaj, kar se splača graditi, kar je potrebno graditi, kar pa ni tako nemogoče težko graditi. Janez, hvala, ker pomagaš to delati, ker tako zavzeto delaš, vodiš ekipo in sem vesel, res najnega sodelovanja, tega pogovora. Ja, z veseljem. Meni je zakon. Ja, meni tudi. Itak odnosi so zakon. Žegno, vse dobro ti želim. Enako. Ja.